veš, se človek, če ima take neke za sabo neke izkušnje, ne, se ga malo to tiši, ne. Kako da? Ga malo tišči, ne, tudi povedati, ne. Veš, no, meni je pa blazno zanimivo poslušati, ne. Aleš prav vedno, ta si zopet nekaj v smislu zdaj, ne. Ker včasih, ne, pridem domov, so doživetja totalno, ne. Jaz grem na počitnice, poreč, ne. Sam grem, ne, enkrat za 4 dni, da se malo odpočijem, ne. Pridem domov, povem na zgodo, povem jo v vodopilcu, ta se zopet zmišuje. Ta se zmišuje. Kaj se pa zgodilo? En švedski avtobus, jaz sem bil v nekem bungalovu spodaj, gor je bil mal hribček, gor je šofer švedskega avtobusa pozabil zabremzati avtobus. In zjutraj se jaz zbudim, ko butne nekaj v smislu, da je potres, ven letel. In avtobus, tako je bil en hribček med tem našim, je na streho mojega bungalova pristal, pa še na cesti, kot en most. Ampak gledaj, to je vedno nekaj. Če jaz začnem to pripovedovati, to človek... Ampak vedno je nekaj, če ima človek odprte oči, če živi, če je živ. Pa je vedno nekaj. No, tako. Evo. Vam smem še kaj ponuditi? Hvala. To sem popil. Vodno, kavo, ne vem. To bo pa Juri vedel zdaj. Ura 9. Lih prav. Kaj? Ta pravi timing. Zdaj stole. Čakaj, 10 do 9. Tole kolonoskopijo vzamem. V redu. Rekord, ne? Kaj? Rekord. Ja. Če smo res. Čakaj, daj smo pa začeli. Če smo bili pol. Skor 5 ur. Super. Ne vem, če sem ti to že enkrat povedal, ampak rečemo, jaz sem bil v vojski Karlovcu. Jaz tu, ja? Inženirja, ne? Jaz tu. In zdaj seveda tam se nama ni, pa še en arhitekt iz Sarajeva, ki je potem postal en dober arhitekt. No, in sva rekla, midva sva pa likovna skupina. In namesto, da bi tist popoldan trenirali, ne, sva imela midva risanja, karelo. In sva imela v Resi, pa v Zagrebu, pa v Karlovcu razstave. In 30 let po tistem mene pokličajo v Kravice. To je Bosna, centralna Bosna, misliš Božja, no, tako da bi rekel, Kočevje je tam noter, ne? Ampak če bi bila, šlo, ne vem, ob letališča, dobro nekaj 3 ure pa pol važno, brez pote. In tam so hoteli neke hotele, pa to, da bi tam naredil tam analizo nekaj. Nas je bilo njih 6, med drugim tudi en fan, en umetnostni zgodovinar. In na koncu on reče, vas vse povabim na en kozarček vse domov. Ok, ko smo imeli še naslednji dan, potem vožno naprej, gremo nekam zopet po nekih poteh, gor, ena tačna kmetija, znam pa kot en tačni modern objekt, pa kot eno galerijo noter. Pa vstopno, tačni velik prostor, vse to, ne, in na steni nekaj akvareli, ne. Pa prav, profesor Gabričič, vam je to kaj znano? Kar lepo, ne? No, preberite tam, Ljubljana Gabričič. A res? Ja. Kaj? Ker prvič spoznaš, ne, že to daleč, ne? Potem pa piš déjà vu in problem je v tem, da meni se blazno dopadlo, ko sem to prvič videl, ko sem pa soočal to z spomini in so se počasi vračali in za vsemi napakami, ki sem jih takrat videl, ki sem jih naredil, in ni bilo več všeč. Ker sem videl samo napake. A nekaj, vse to je pri naših tehnikuri. Tisto svojo napako vidiš. Kdo vidi tisto, kar je bajte? Noben, ne? Noben, ja.
Noben ti pa se pride se postaviš. Si ti predstavljaš v nekih sastav, tam kravicah, neki slapovi pa nekaj. No, 30 let kasneje. Je pa rekel, da je bil pač tudi v Karlovcu tam in je videl v skladišču, to je nečutno, ne? Kje ste bili v Karlovcu? Mikuš, ne, jaz sem bil v Mikuš. A, ob Kolpi? Ja, ob Kolpi. Aha, jaz sem bil isto. Žinirja, ne? Jaz sem že bil malo starejši, 16 let. Ale, jaz sem bil pa čist, koliko je treba. 18. Ste bolj še? Kaj? Jaz sem imel Švejka, zraven sem se sam zabaval. Meni se zdelo vse skupaj kot ena... Pa ni prav, ne? Ker v resnici ti veš, če bi bila res neka vojna, pa to se ne možeš zabavati, ne? Ampak jaz nisem mlad, mislim. Meni je takrat to zelo težko padlo, ampak če gledam zdaj nazaj, bilo pa čisto... Življenjsko pa... Bilo pa čisto življenjsko, bilo pa čisto... Še bolj po diplomi. Še bolj je bilo po diplomi. Zato, ker ti si še, jaz sem bil še v luftu, ravnikarjev, ne, šel proda tam 10 let. Sva hoda vsak večer ob 10 gusto tam jest, ne, to ne, cele dneve bi tam. In nekaj te zgubiš stik z realnostjo, ne, da ti moraš vse to narediti, ne, da si tam pri ravnikarju, ne. Veš, kaj mislim. In tu so te spustili na realna tla, ne. In za premislek za naprej, zelo pomembno. Taka ena katarza, bi rekel, ena distanca, ne, in sem malo premislil, kaj, kako. Meni je največ to pustil, da sem si rekel, če sem toliko nonsensov preživel, ko sem jih tle, pol v življenju, mislim, da sem jih toliko kosil, da mora več zgoditi, tako da Jaz sem šel tako v London, v počitnicah po prvem letniku in seveda, starši so imeli mene pa še sestro v Ljubljani, veš, ko je bilo težko, ne, finančno pa to. In potem sem imel 5 funtov v žepu, pa s štopom sem šel do tja in sem najprej sekretar na Podzemski placa. 5 dni. In pa sem plezal gor. Lestvice, ne. In sem na koncu kar, možem, tudi zaslužil to. In to je bila taka šola zame, da karkoli bi se zgodilo, bi rekel, gdje preživiš. Ja, tako. Preživiš. Točno to. Meni je vsem, kar delam. Ne? Če pa treba. Ne? Ja, to je. Izkusiš pa vidiš, da se ga preživil tako. Ne, nobene panike. Tole pa, to moj. Jaz, tu sem imel malo, če bi bilo treba kakšno letico povedati, ne? Pa ne. 512 diplomantom, 5 magistratom, 5 doktorantom, 512 je jasno. Kar precej? 5 mladim raziskovalcem. No, ne veš. Tu so samo do 2000 let. S Koželjem smo razdelili za začetka. A sta bila skupaj dovolj? Ne bilo. Doma so delali. Sta služevala delovne sredstva? Doma, v dnevni sobi. Ne? Ja. Ampak so dobro, kar je 5-6 počali.